ki je v delu 1. februarja 2014 Tarif Khalidi, tudi dobro poznavec islama, profesor arabskih in islamskih študijev na Ameriški univerzi v Beirutu, pravi, da sunitsko-šitski odnosi imajo v zgodovini veliko vzponov in padcev. Mogoče jih je primerjati z odnosi med katoliki in protestanti. Obstajajo številne vzporednice, odnosi so odvisni od regionalnega razmerja moči. Suniti so v očeh šiitov buržoazija, ki stremi k srednji poti in konsenzu, so stranka reda in miru. Šiiti so veliko bolj idealistični, poznajo le enega voditelja, zanje je najboljša vladavina enega človeka, absolutnega vladarja. Pri sunitih ni tako, težijo k poenotenju družbe, ne glede na to, kdo je vladar. Gre za spopad idealizma in pragmatizma. Tudi prek te dejansko ideološke delitve je mogoče razumeti trenutna dogajanja v bližnjevzhodni regiji. Ali je res mogoče primerjati z odnosi med katoliki in protestanti? Torej, jaz mislim, da moramo kar nekaj časa posvetiti temu razkolu, zato ker ta razkol pravzaprav danes uničuje bližnji vzhod. Begunci, ki se valijo proti Sloveniji, tudi oziroma v Evropi, so v največji meri posledica strahovitega spopada med sunitskim in šiitskim svetom v Siriji, pa tudi v Iraku in pa zadnje čase tudi v Jemnu. Po smrti preroka Mohameda 8. junija 632 se je seveda pojavilo vprašanje, kdo ga lahko nasledi. To je povsem prozaično politično vprašanje. Skupina pripadnikov prvobitne muslimanske skupnosti, lahko jim rečemo protosuniti, poznejši suniti, so rekli, da ga pravzaprav lahko nasledi vsaka oseba, ki je pobožna in ki jo izbere skupnost muslimanska. Medtem ko kasnejši šiiti, torej protošiiti, so menili, da obstaja ena sama oseba, ki je lahko legitimni naslednik preroka Mohameda, to naj bi bil njegov bratranec, Zed, torej mož prerokove najmlajše hčerke Fatime, posinovljenec Ali ibn Abi Talib. Rekli so, ker je bil prerok Mohamed karizmatična osebnost, ki na podlagi te svoje karizmatičnosti uspešno vodi muslimansko skupnost, jo mora tudi po njem voditi podobno karizmatična osebnost oziroma prerokov sorodnik. Prevladala je seveda ta prva interpretacija, se pravi poznejših sunitov, zato Ali ibn Abi Talib ni bil izbran za prvega kalifa, naslednika preroka Mohameda, ampak je to postal Abu Bakr. Ali je šele leta 656 postal četrti kalif in pa sam izraz šiit izhaja iz Šija Ali, Alijeva stranka. Medtem ko je za šiite imamat, torej daleč najpomembnejše načelo, osrednje načelo, vse v šiitskem pravoznanstvu oziroma doktrini se vrti okoli imamov, medtem ko v sunizmu torej imamat nima tako pomembnega načela. Če pogledamo usul ad-din, se pravi načela religije, to so izražene enosti Boga, verovanje v pravičnost Boga, verovanje v preroštvo, verovanje v imamat in verovanje v sodni dan, se glede drugega, torej glede verovanje v pravičnost Boga, se šiiti bolj nagibajo k neki racionalistični šoli mutazili kot suniti, ampak poglavitna razlika je pa tem četrtem elementu, kot pravim, torej percepciji imamata. Šiizem je mogoče po hierarhični organizaciji bolj na nek način, do neke mere primerjati z recimo katoliško cerkvijo. Zdaj govorimo o šiitih sicer, ampak moramo vedeti, da znotraj šiizma obstaja cela vrsta delitev, da daleč najpomembnejša ločina šiitska, daleč najbolj številna danes v svetu so dvanajstniki, tako imenovani. In vsak dvanajstnik naj bi si, torej dvanajstniški laik naj bi si izbral mučtakida, to je duhovnika oziroma pripadnika šiitske duhovščine, dvanajstniške, ki izvaja ičtihad, ki si prizadeva za razlago prava in ki se mu zdi torej temu šiitskemu laiku najbolj učen. In ta naj bi zanj postal Mardža Taklit, ver posnemanja. In obstaja precejšen spor med iranskim šiizmom in pa iraškim, ker se med sebojno si konkurirata iransko teološko središče Kom, kjer je pokopana sestra 8. imama, Fatima al-Masuma, in pa Nadžaf, kjer pa lahko rečemo morda najpomembnejši kraj za šiite, kjer je pokopan Ali ibn Abi Talib. Tako da tle obstaja ta tenzija, kjer recimo čumalce po prozaično povem, kjer je pomembnejši, kjer je bolj učen, kdo naj bi koga posnemal. Mogoče primerjati sunitsko-šiitske odnose s katoliki in protestanti. Meni se zdi to malo prehudo.
Čeprav, če pogledamo zgodovino, smo tudi med katoličani in protestanti imeli zelo krvava soočenja. Danes med muslimani, šiiti in suniti seveda je še vedno. Vendarle imamo kristijani 700 let svoje zgodovine več. In morda bodo tudi muslimani v 700 letih naredili neko pot razvoja, da bojo tudi oni čez 700 let mogoče lahko se med seboj pogovarjali na bolj dialoški način med seboj. V krščanstvu, na primer, nas oseba Jezusa Kristusa nagovarja vsakega na en drugačen način. In zato lahko si med seboj podelimo to, kako nagovarja mene in kako nagovarja tebe. Neka debata je možna. Medtem ko v islamskem svetu pa tega dialoga pravzaprav ni, zato ker so stvari tako zelo absolutne. Kar lahko pomeni, da se bo ta konflikt, ki je zdaj uničujoč za Bližnjim vzhodom, nadaljeval še dolgo časa. Torej, ker je to tako zelo pomembno vprašanje, mislim, da moramo še nekaj več povedati. Najprej nekaj čisto tehničnih. Treba je vedeti, v svetu 1,6 milijarda muslimanov, od tega je 85 do 90% sunitov. Torej, ogromna večina muslimanov je sunitov. Zgolj 10 do 15% je šiitov, ampak, in ta ampak je pomemben, teh 10 do 15% muslimanov, ki so šiiti, živi morda v strateško najpomembnejšem delu muslimanskega sveta, v samem jedru Bližnjega vzhoda, naseljeni so od Irana, preko Iraka, Sirije, Libanona, pa v Saudski Arabiji, prav na delu, kjer ima ta monarhija svoje naftne vire. Torej, zato je to nekako še bolj strateško poudarjati to napetost. Jaz se ne bi strinjal s to primerjavo torej sunitskega šiitskega razkoraka s protestantsko-katoliškim, zaradi tega, ker treba povedati jasno, tisto, kar je velika razlika, je, da sunitsko-šiitski spori bili skozi zgodovino pogosto, torej močno spodbojen zaradi zunanjega vmešavanja v muslimanski svet. V zgodovini je imel muslimanski svet 3 uničujoče torej napade, oziroma so se zgodili 3 veliki udori, križarji najprej med 11. in 13. stoletjem, Mongoli v 13. stoletju, in pa zadnji kolonialni udor, ki pravzaprav nek način še vedno traja. Torej, že prvi križarski udor je močno spodbudil sam razkorak med suniti in šiiti in tu se skozi zgodovinski spomin ohranja, to je pomembno vedeti, da to ne zamre, kar se je dogajalo v 11. in 13. stoletju. Namreč križarji so sodelovali z nekaterimi šiitskimi ločinami, predvsem z Nusairiti, tedaj to so današnji Alaviti, vladajoči v Siriji, in pa z Nizariti, če je to morda verjetno to od vas pozna, Bartolovega Alamuta. Te asasini, o katerih govori Bartol, so pravzaprav Nizariti in so bili specifična šiitska ločina. Torej, ker so te šiiti bili pripravljeni sodelovati s križarji zunanjimi napadalci proti sunitom, se je to ohranilo. Ta zgodba se je na nek način ponovila v mongolskem udoru. Mongoli, veliki osvajalci, Džingis Khanov vnuk Hilego je 10. februarja 1258 uničil največji simbol islamske civilizacije, to je bil bagdadski abasitski kalifat, in sunitski zgodovinarji pogosto obtožujejo šiite, da so kolaborirali z Mongoli. Suniti so bili skozi ogromen del zgodovine dominantni, vladajoči v muslimanskem svetu. Zgor v enem zgodovinskem obdobju, to je tako imenovano šiitsko stoletje, med sredino 10. in sredino 11. stoletja so imeli šiiti prevlado na Bližnjem vzhodu preko dinastij Bojidov, Hamdanidov in pa Fatimidov. Fatimidi so edini šiitski kalifat utemeljili. In pa ne nazadnje, podarjam, ne nazadnje, to katastrofo, ki jo danes gledamo med suniti in šiiti v Siriji, je neposredno ali pa posredno, najprej v Iraku, potem pa posredno v Siriji spodbudil ameriški napad na Irak. Američani so zrušili Sadama Husina, ki je bil sunitski oblastnik, in na ta način omogočili šiitski 12-niški večini v Iraku, šiiti 12-niki tvorijo 60% prebivalstva, da so prvič po letu 1638 prišli na oblast. In to seveda, to naraščanje šiitske politične in ekonomske moči je močno
spodbudilo oziroma razjezilo Saudsko Arabijo in pa druge sunitsko-dominirane države, da na vsak način skušajo izrušiti ta šiitski polmesec. Hkrati pa je obudilo to zgodovinsko stigmo, da so šiiti kolaboranti, ker šiiti se niso upirali torej ameriškim enotam, ko so korakali na Bagdad in so vsaj pasivno, lahko rečemo, kolaborirali z Američani, ker so menili, da bodo pod Američani lahko svojo populacijsko večino prelili preko volitev v demografsko večino. Torej, Zahod ima zelo, zelo pomembno odločilno vlogo pri tem, da se je odprla Pandorina skrinjica, ki tako grozljivo uničuje Bližnji vzhod še danes. Križarji, ne? In poseg, lahko bi rekli, v muslimanski svet. A je bil to zaradi samega osvoboditve Jeruzalema, ali so bile tudi v Evropi? Teorije so, da ne bi tudi na ta način povezali Evropo, s tem, ko so našli enega zunanjega sovražnika. Tle moramo seveda razumeti nekaj, da so se, začenši z Gregorjem VII, velikim papežem, z njegovo gregorijansko reformo, torej je cerkev hotela vzeti moč posvetnim vladarjem in si jih podrediti. Torej, Gregor VII je prvi začel torej, s tem prizadevanjem in Urban II, ki je bil pravzaprav njegov varovanec, je tudi hotel posvetnim vladarjem torej, iztrgati moč, hkrati ga je pa nekaj zelo motilo, nenehno medsebojno bojevanje zahodnih vitezov med sabo. In na ta način je hotel doseči pax et unitas, se pravi mir in enotnost, in sicer na ta način, da bi te negativne energije, destruktivne, ki so se izražali skozi medsebojne spore med zahodnimi torej vitezi, da bi jih odlil proti zunanjemu sovražniku. In ta priložnost se je pokazala na koncilu, torej to ni bil vesoljni koncil, ampak koncilu Piacenzi marca 1095, ko so na koncil prispeli od poslanci bizantinskega cesarja Aleksija. Aleksij se namreč ravno takrat boril s Seldžuki v Mali Aziji, Seldžuki so v bitki v Banzi Kertu 1071 Bizancev odzeli Malo Azijo in zdaj pa ta Aleksij uspešno izvajal, torej tam konec 11. stoletja, uspešno vodil bitke proti tem Seldžukom. Samo nekaj mu je manjkalo, se pravi, vojakov ni imel dovolj. Imel je najemnike, ampak to ni bilo dovolj, da bi Seldžuke Turške izgnal, zato je svoje poslance na ta koncilu Piacenzi poslal, da bi predirali na zahod, torej na zahodni del krščanstva, naj pošlje vojake. In tako so ti poslanci torej zavestno začeli, torej prvi cilj je bil dobiti vojake, ampak ker so vedeli, da denarno nadomestilo ne bo tako velik motiv, so seveda začeli govoriti o tem, da so vzhodni kristjani ogroženi, da Turki napadajo, torej mučijo kristjane, da uničujejo svetišča, torej to, če beremo nekatere druge avtorje, ni bilo ravno res, ampak je bila pa zadostna motivacija in Urban II je pa potem na koncilu v Clermontu 27. novembra 1095 pozval k vojni za osvoboditev Kristusovega groba v Jeruzalemu. In nažalost moram tukaj jasno in glasno povedati, da ko se je začela med prvo križarsko vojno, najprej so odšli na Bližnji vzhod navadni ljudje. Gor so si dali obleke s križi, to so bili kmetje, ki prej največkrat sploh niso prestopili praga svoje vasi, torej so šli do Konstantinopla, naprej začeli ropati, ampak so jih torej muslimani hitro z njimi upravili, jih v bitki pri Civetotu skoraj vse pobili. Potem se je pa težka korenica, profesionalni vojaki odpravila dejansko, kot je Urban II načrtoval, na pohod. In torej, da ne bom predolg, 15. julija 1099 so zavzeli Jeruzalem. In to lahko rečemo, da je v marsičem začetna točka nezaupanja muslimanov do krščanskega sveta, namreč v 3 dneh so poklali, dobesedno poklali 30.000 muslimanov in pa judov. Jude so tudi zaprli v glavno sinagogo in jih žive zažgali. Torej, leto poprej, decembra 1098, so križarji v sirskem mestu Mara celo prakticirali kanibalizem. Pa ne zato, ker so bili tako lačni, ampak ker so bili tako fanatični, torej sovražniki Saracenov, kot so rekli. Torej, ta prva križarska vojna živi vse do danes. Pravzaprav vsak agresivni poseg zahodnega sveta v muslimanski svet, in bilo jih je kar nekaj, in nazadnje tudi sam napad na Irak, 2003 obravnavam pravzaprav kot nova križarska vojna.
Muslimanski svet je postal prepričan, da je krščanski svet agresiven, da ga vodi ruh Salibija, nek agresiven križarski duh. In tudi danes, veste, ko letala zahodnih držav bombardirajo islamsko državo, se v marsikaterem muslimanskem krogu uveljavlja oziroma obstaja prepričan, da gre za novo križarsko vojno. Ali pa, ko so Američani v prvi zalivski vojni Irak iz Kuvajta začeli izganjati, ko so prve bombe na Bagdad padle januarja 1991, arabska množica takoj, oziroma ulica, to takoj razglasila za As-Salibija, križarska vojna. Tako da to ostaja živo vse do danes.